Zdaj pa k temi, o kateri vsi zelo radi razpravljamo, še posebej, če imamo neomajno stališče o tem. Prijateljstvo med moškim in žensko je lahko čudovito. Moški so lahko s svojimi prijateljicami čustveni, ženskam sta všeč moška duhovitost in občutek varnosti. Pa vendar, ali je takšno prijateljstvo že vnaprej obsojeno na propad ali lahko traja? Vidva sva prijatelja? Ja, jaz mislim, da sva. Službena, ne? Službena, tako. Dobro jutro, želimo naši naslednji gosti, Maruša Zalokar, strokovnjakinja, psihoterapevtka. Torej, imamo ogromno vprašanj, zelo zanimiva tema, ki jo bomo danes odprli, ampak če ženska prijateljuje z moškim in pa seveda obratno, velikokrat oba slišita komentarje, aha, a sta res prijatelja, ne? Kako pa to je pa res nenavadno. Kako smo kot družba pripravljeni na to, da imamo pač prijatelja, ki je mogoče drugega spola, ne kot smo mi? Mislim, da je to zelo različno od osebe do osebe oziroma od človeka do človeka. Sama poznam kar veliko ljudi, ki imajo prijatelje nasprotnega spola in zelo dobro funkcionirajo. Poznam pa tudi ljudi, ki jim je to še vedno zelo nenavadno in čudno gledajo in ne verjamejo, da je to sploh možno. So pa po raziskavah, ki so jih delali, ugotovili, da v bistvu 1/3 prijateljstva je med osebami nasprotnega spola, tako da očitno ni tako nenavadno. Kakšni pa so recimo pogoji za tako prijateljstvo? Jaz bi rekla, da nič drugačni kakor za prijateljstva sicer, da gre za nek odnos zaupanja, spoštovanja, da si lahko povemo stvari, mogoče tudi neke stvari skupaj počnemo, preživljamo prosti čas skupaj. V bistvu isto kakor med prijatelji istega spola. Kako pogosto se pa potem zgodi, da če govorimo pač o prijateljstvu med moškim in žensko, da se nekdo zaljubi? A je to navadno, pač nekako normalno, zelo pogosto ali ne? Težko bi rekla, mislim, nimam številk, da bi vam odgovorila številkami. Verjetno se lahko zgodi ali pa se zgodi recimo bolj pogosto. Raziskave sicer kažejo, da bolj pogosto moški čutijo privlačnost do svojih ženskih prijateljic in tudi mislijo, da jih one do njih, ampak je situacija ravno obratna, da ženske pa podcenjujejo to privlačnost in niti ne zaznajo, da recimo moški prijatelj pa čuti nekaj več do nje. Lahko pa to seveda vpliva na prijateljstvo, tudi odvisno, kakšno je to prijateljstvo v osnovi. Pa ima mogoče, če tako rečem, koristi več od tega prijateljstva moški ali ženske, ali je to čisto nedoločljivo? Jaz bi rekla, da je nedoločljivo, da samo po sebi ni pravilo, kdo ima več koristi, ampak tako kot v vsakem drugem odnosu, verjetno nekaj časa en malo več, potem drug malo več, ker vsi odnosi so nekako vzajemni in imamo nekaj časa nekdo korist, potem pa drug. Velikokrat se recimo partnerja, ki sta dolgo časa v zvezi, ko se razideta, odločita, da bosta ostala prijatelja. Ja. Kako pa se obnese to prijateljstvo? Spet bi težko odgovorila na splošno, ker mislim, da je zelo odvisno od primera do primera in od odnosa do odnosa. Pač nekaterim to dejansko uspe, mislim pa, da je sploh na začetku po razhodu veliko težje ohranjati to prijateljstvo oziroma potem to malo zakomplicira ta proces žalovanja za razpadlo vezo in tako. Tako da mislim, da v nekem trenutku je mogoče dobro malo ohladiti stike, potem pa pač jih mogoče na novo vzpostaviti, sploh pa v primerih, kjer gre za starše, ki pa morajo ohranjati neke stike in dobre odnose. Ampak če eden iz tega prijateljstva razvije močnejša čustva kot drugi, potem je verjetno to obsojeno na propad, ne? Mogoče ni obsojeno na propad, lahko pa zakomplicira zadevo. Mislim pa, da če je to en odnos, kjer lahko se o tem govori, kjer je dovolj varno in odprto, da pač povemo o svojih čustvih, kaj se nam dogaja in tako verjetno se tudi najde način, kako iti čez to oziroma kaj s tem narediti. V bistvu tako, kolikor se pogovarjam z prijateljicami in prijatelji, nekako, če ženska izbere moškega za prijatelja, se zdi mogoče tudi iz tega vidika, ker moški manj komplicirajo, z njimi se lažje dogovoriti, nimajo teh mogoče toliko čustvenih nihanj kot prijateljice, niso tako hitro užaljeni kot ženske prijateljice. So to kvalitete moških, če govorimo, zakaj ženska izbere moškega za prijatelja? Mogoče, ampak verjamem, da so to tudi lahko kvalitete žensk, tako da ne vem, če je to prav povezano s spolom, ampak verjetno je spet odvisno od vsakega posameznika posebej, kakšen je, kako funkcionira. Pa so lahko tudi kakšne slabosti na račun tazga prijateljstva?
Jaz vidim največjo slabost v narekovajih v tem, da pogosto, ko potem si ta oseba najde partnerja oziroma je v nekem partnerskem odnosu, lahko ima ta drug partner s tem težave ali partnerka. Mogoče ni to nekaj, česar je on ali ona navajena, ne verjame, da sta res samo prijatelja in verjame, da to lahko potem pač negativno vpliva in na sam partnerski odnos in na ta prijateljski odnos. Kako v bistvu potem se spopasti s tem ljubosumjem? Rečemo, ja, saj sva samo prijatelja, velikokrat ni dovolj za drugega partnerja, ne? Ja, verjetno ta razlaga res ne pomiri človeka, ne. Mislim, da ni enostavnega odgovora. Tudi recimo pri svojem delu sem se srečala že s kar marsikom, ki ima te težave s tem ljubosumjem. In ja, ni enostavno pomiriti, ker če človek sam nima te izkušnje, potem težko verjame, da je to res možno. Sploh recimo moški se mi zdi, da težje sprejmejo, da en prijatelj pa res nič noče od moje punce. In potem to dlje časa traja in mislim, da je pač zaupanje stvar odločitve. Ali boš pa zaupal svoji partnerki ali ne boš. Verjetno pa ne moremo reči, ja, prijatelja sva že več kot 7 let, to pomeni, da sva res dobra prijatelja in se nič ne more zgoditi med nama. Leta verjetno tukaj niso pomembne. Garancije ni nobene, verjetno. Ja, tako. Ampak kljub vsemu, če je tako dolgoletno prijateljstvo, po vsej verjetnosti se ne bo nič razvil, če je vstopila ali pa vstopil v novo partnersko zvezo. Ja, jaz bi rekla, da ni pravila in pač odnosi se spreminjajo, ljudje se spreminjamo, ni garancije, ampak verjetno z leti in leti je čedalje manj možnosti za to. Ja, nas pa zanima, kakšen je utrip oziroma mnenje ulice o tem prijateljstvu. Kaj o tem menijo? Ja. Torej, poglejmo, mi smo povprašali ljudi, kaj menijo o prijateljstvu med moškim in žensko. A mislite, da je pravo iskreno prijateljstvo med moškim in žensko res mogoče? Ja, iz lastnih izkušenj lahko rečem, imam najboljšega prijatelja in ful dobro funkcionira. Ne rabi to tako na ljubezenskem nivoju, ima vsak lahko svojega partnerja. Prijateljstvo med moškim in žensko, seveda, zakaj ne? Jaz bi pa tako rekla, da če sta te dva človeka res prijatelja in iskrena in si povesta na začetku, kaj kdo od koga pričakuje, da potem je to možno. Da, seveda. Imam polno moških prijateljev in sem zelo vesela za njih. Ja, ja, je mogoče. Če se najdete takšna, ki iščeta samo prijateljstvo, meni se zdi, da je to čisto mogoče. Če je v bistvu odnos iz obeh strani enak, da je smisel, potem mislim, da bi to bilo mogoče. Ja, zakaj ne? Ja, valjda, zakaj pa ne? Mislim, jaz sem itak vedno govorim, da v drugem življenju bom moški, ker z moškim je bolj enostavno, lažje je, prepir rešijo ob kozarcu pira, ni obrekovan, ni ničesar, tako da ja, mislim, zakaj ne moški pa ženska, seveda, mislim, jaz imam en kup enih dobrih prijateljev, tako da ne vidim razloga. Kaj pa mislite, da je potrebno za eno tako iskreno prijateljstvo med moškim in žensko? Kaj je potrebno? Predvsem zaupanje in da so pričakovanja nekako realna. Da se že od začetka pove, kako se čuti drug do drugega, da se postavi neke meje, da če ima eden od prijateljev partnerja, da se ve, ki je meja oziroma to, ki se lahko gre, pa da se to spoštuje. Mislim, da tako, da poveš, kaj imaš ti rad, kaj te veseli, tudi takoj, da karte odpreš in rečeš, v tem življenju bi bila rada s tabo prijatelja, ker več ne bi mogla biti. V glavnem, da si odprt, odkrit. Enostavno si, to je to, jaz ne vem, mislim. Ne vem, po moje tudi zaupanje, tako kot pri partnerju, sam pač je čisto drugačen način. Ne rabi biti ljubezen za to, da je prijateljstvo. Ja, kar zanimivi odgovori, Ja. Bom rekel, kar presenetljivi. Ja, Slovenci očitno imamo radi prijatelje, ki so drugega spola. Očitno. Ampak ne glede na to, se mi zdi, da je skupno vsem ljudem, ki smo jih zdaj slišali, to, da je treba biti iskren do prijateljev in pogovor je tisti, ki pač rešuje vse dileme. Ja, definitivno, tako v bistvu kot v vsakem odnosu. Če smo iskreni, če si odkrito povemo stvari, so odnosi bistveno lažji in prihajajo do manj komplikacij in konfliktov. Seveda. Ja, vsekakor pa je zanimivo, kaj pa, če recimo sta dva najprej na začetku prijatelja, potem pa se eden zaljubi in potem tudi recimo drugega potegne v to in nastane resna partnerska zveza. Kako
Kako pogosto je, pa to vse vemo, ne? Zdaj bi radi vsi številke, pa jih verjetno nimate. Ne, žal jih nimam. Ne verjamem, da so tudi taki primeri in da se to dogaja, ampak koliko je pa takih primerov, pa žal res ne bi znala povedati, če vam pa ali se te veze potem obnesejo ali ne. Ja, se to ravno ne. A so te veze potem tudi bolj trdne? Mogoče, ne vem, žal. Kaj pa recimo primer, ko smo že v zvezi partnerski? A je smiselno oziroma verjetno ni potrebe, da bi si iskali nekega prijatelja oziroma prijateljico v takem primeru, ko smo že v zvezi? Ne? Verjetno, da bi si prav iskali, ne, in verjetno tudi to ne bi obrodilo sadov. Konec koncev partner bi moral biti tvoj najboljši prijatelj, ne? Čeprav je verjetno tudi dobro, da imamo prijatelje, s katerimi se lahko pogovarjamo tudi o svojih težavah s partnerjem in tako naprej. Ampak take prijatelje imamo verjetno že odprej, ne da bi jih na novo iskali, ne? Se verjetno prijateljev glih prav namenoma ne iščemo, ampak nekako pridejo v naše življenje, spoznamo nekje ljudi, s katerimi se ujamemo in tako. So pa prijatelji zelo pomembni, pač socialna mreža je pomembna za dobre odnose, za kvaliteto življenja in so pač nujni tudi v primeru, ko smo že v nekem partnerskem odnosu. Ja, ker nekateri, ki so v partnerskem odnosu, se nekako izolirajo od sveta in nekako tudi velikokrat slišimo, pozabil si nas, zdaj imaš partnerja, novo življenje, še posebej na začetku zaljubljenosti. Kako pomembno je, ste že povedali, da to mrežo ohranimo, ampak kako pomembni so naši prijatelji nasploh za naše bivanje? Zelo, ker prijatelji so v bistvu eno od področij, ki zelo vpliva na kvaliteto našega življenja, tudi v bistvu pomaga pri anksioznosti, pri depresiji, v končni fazi pri tem, kako dolgo živimo, je tudi odvisno od naše socialne mreže, tako da se mi zdi, da če se ljudje na začetku neke partnerske veze izolirajo na dolgi rok, to nikoli ni najboljši rezultat. Verjetno je dobro tudi prijatelja imeti, če se s partnerjem skregaš, da lahko potem s kom predebatiraš situacijo. Definitivno. In da ti mogoče pokaže nek drugi zorni kot ali pa nastavo gledalo, kaj si tudi mogoče ti prispeval k temu konfliktu. Kje pa se recimo sploh konča prijateljstvo, pa začne neka mogoče globja ljubezenska partnerska zveza? Ali je to s poljubom, ali je to s spolnim odnosom? Verjetno spet odvisno od vsakega človeka, kaj definira kot nek globlji odnos. Za nekatere je tudi sam seks lahko neki mimogrede in jim to ne pomeni prav veliko. Za nekatere je pa že neka ljubkovalna beseda lahko zelo globok odnos. Tako da je pomembno, da sami pri sebi vemo to in da tudi naš partner ve, kaj je za nas tista meja, čez katero pač nismo pripravljeni iti, oziroma ne bomo sprejeli, da gre on. Prej smo v anketi slišali, da pač moški manj komplicirajo, lažje rešijo določene konflikte. Kako pomembno pa je, oziroma z katerega vzgiba se ženske raje odločajo za moškega prijatelja? Je to tudi zato, ker nekako ženske čutijo bolj varnost, če se družijo z moškimi? Raziskave kažejo, da včasih je bil to glavni razlog, recimo za prijateljstvo med moškimi in ženskami, da so ženske čutile pač neko varnost, predvsem v fizičnem smislu, da jo lahko zaščiti. Ampak ker so se tudi prijateljstva, tako kot vse pri nas, spremenila, v bistvu si prijatelje zberamo ne glede na spol, po nekih skupnih interesih, vrednotah, ki si jih delimo, koničkih, ki imamo skupnih, tako da mislim, da tukaj ni nič drugačne glede na spol, ali so to moški ali pa ženske. A se tudi število prijateljev z leti manjša? Ker ko smo bili mladi, ko smo bili v osnovni šoli, recimo v srednji šoli, smo imeli ogromno prijateljev. Potem z leti pa nekako lahko prijatelje prešteješ na prstene roke. Ja, v bistvu res. In pogosto so ta prijateljstva potem res veliko bolj globlja, imamo več od njih. Ni tako razpršeno, ampak več posvetimo recimo samo določenim ljudem. Se mi zdi, da prijatelji so res tisti, ki bi, ne vem, tudi ob polnoči, če ga pokličeš, bo prišel in ti pomagal. Ne more jih biti seveda na stotine, ampak jih je samo peščica. Koliko pa recimo velja pregovor, da prijatelja res spoznaš v nesreči, pa tudi takrat, ko si uspešen, se vidi, kdo je tvoj prijatelj, ki ti ni nevoščljiv, ampak ti privošči recimo uspeh. Za nesrečo, ker to zelo velja. Kaj pa za srečo, ne uspeh? Mislim, da za oboje, ker žal imajo ljudje tudi pri svojem delu vidim zelo veliko izkušenj, ko se jim nekaj zalomi v življenju, imajo neke težave, potem ljudje res velikokrat zginejo, tudi tisti, za katere so mislili, da so res dobri prijatelji, in obratno, tudi ko jim gre zelo dobro, zginejo. In res takrat ostane peščica tistih, ki jih podpirajo pri vsemu.
Kako pomembno pa je, da negujemo vez s prijatelji, tudi ko smo v partnerski zvezi. Zelo nujno v bistvu. Ker partner gre, prijatelji pa ostajajo. Ja, tudi prijatelji lahko sicer grejo in prav zato je nujno, da negujemo te odnose. Tako kot vlagamo svoj čas in energijo v partnerski odnos, je pač nujno, da vlagamo čas in energijo tudi v prijateljske odnose, ker vsak odnos samo od sebe ne bo preživel. Moramo nekaj vložiti v to. Kako pomembno pa je, da smo odprti za nova prijateljstva. Vendarle nekako se zdi, da je pomembno, če imamo prijatelje z otroštva in potem negujemo ta odnos, ampak vedno lahko pride tudi nov človek v naše življenje. Seveda. Ko odraščamo, počnemo različne stvari, razvijamo nove interese, tudi recimo službe zamenjamo in tako in spoznavamo nove ljudi in mogoče med temi novimi ljudmi lahko... Se pa glih spet kdo našel ta prav. Tako, ne? Nekdo, ki bo naš zelo dober prijatelj. In tukaj je še na mestu vprašanje. Glede službe, je dobro imeti prijatelje tudi v službah ali se bolje temu izogniti? Jaz osebno ne bi mogla delati, če ne bi imela v službi tudi prijateljev, tako da bi rekla, da je veliko lažje delati. Definitivno. Tako. Samo, da so iskreni, ne? Med sabo, tudi to je pomembno. Ja. Hvala za obisk v studiu. Z veseljem. Hvala lepa, ne? Prijateljstvo je tisto, ki vrti naš svet in nas dela boljše.